Nogometna zveza Slovenije je tudi leto 2019 zaključila s tradicionalnim novoletnim sprejemom. Podobni dogodki so vedno priložnost za pregled dogajanja v skorajda izteklem letu, hkrati pa ponudijo priložnost za vpogled v prihodnost. Predsednika Nogometne zveze Radenka Mijatovića smo pa vprašali, kaj je bilo tisto, kar velja najbolj izpostaviti v preteklem letu. Pa mislim, da smo največ pozornosti posvetili tekmovanju A reprezentance v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo, kjer se nam žal zaradi oktobrskega cikla ni išlo, pa vendar mislim, da smo in na področju igre in na področju zanimanja slovensko reprezentanco, na področju pristopa in dela naredili izjemen korak naprej. Narejena je izjemna osnova, zelo dobra in upam, da bo z dobrim delom selektorja v prihodnje tudi rezultat boljši. Sprejema so se tudi tokrat udeležili skorajda vsi, ki so tako ali drugače vpeti v slovenski nogomet. Tako ni manjkalo tudi tistih, ki so aktivno sodelovali pri prvih uspehih slovenske nogometne reprezentance. Tako v preteklem letu najboljši strelec v zgodovini Slovenije Zlatko Zahović. Ja, šport je, bom rekel, takšen, da je marsikaj dobrega, marsikaj se treba izboljšati, ampak je pozitivno je pa to, da zremo vsi pozitivno v novem letu, novim izzivom naproti in to je to. Sloveniji se sicer ni uspelo uvrstiti na Evropsko prvenstvo 2020, a je reprezentanca v fantastičnem septembru vsaj nekoliko poskrbela za nogometno euforijo. Saša Udović, nekdanji napadalec Slovenije, je s preteklim letom v glavnem zadovoljen. Bilo je kar nekaj dobrih stvari, od lige do določenih evropskih tekem, tudi reprezentanca je pokazala nek napredek. Ni to še tisto, kar bi radi, kar verjamem, da smo tudi sposobni, ampak verjamem to, da bo 2020 prineslo še ta, recimo, to dodano vrednost. Domača tekmovanja so vedno bolj medijsko izpostavljena. Na Sport klubu lahko spremljate Pokal Slovenije in drugo slovensko nogometno ligo, kar veliko pomeni. Kvaliteta nogometa se dviguje in to se vse skozi opaža. Imamo zanimivo ligo, zanimivo prvenstvo. Škoda, da nam ni uspelo tudi na mednarodnem nivoju nekako narediti tisti korak, preboj naprej, ampak treba je poskušati, treba je, se mi zdi, da se je kljub vsemu nek trend obrnil navzgor in treba verjeti v to zgodbo, seveda z več dela, z več volje, z več neke pozitivne energije, bolj povezano in bojo tudi rezultati prišli. Res je, prva slovenska nogometna liga se iz leta v leto razvija in raste. Res je tudi, da ogromno aktivnosti vlagamo v popularizacijo nogometa in prve slovenske nogometne lige, tudi druge slovenske nogometne lige in naprej. In res je, da te rezultati oziroma te aktivnosti dajo rezultate in da je slovenska nogometna liga postala res zelo gledano in dobro tekmovanje. Nogometno zvezo Slovenije čaka pestro leto 2020, v katerem bo naša krovna organizacija obeležila 100. obletnico delovanja. Kaj so sicer glavne želje predsednika Nogometne zveze za prihajajoče leto? Glavna želja je, da nogomet še naprej raste, da se igre reprezentance stabilizirajo na tej ravni in da se dosegajo rezultati v kontinuiteti, da se stvori odlična reprezentanca za tekmovalna cikla za svetovno in evropsko prvenstvo 2020 in 2024 ter da proslavimo 100-letnico Nogometne zveze, ki je leta 2020. Nekdanji selektor Slovenije Bojan Prašnikar je imel v pogledu v prihodnost nekaj nasvetov, s katerimi se bo stanje v slovenskem nogometu izboljšalo. Jaz nisem kritizer, jaz poskušam biti kritik in včasih pač povem tisto, kar mislim in kar vidim. In praktično marsikatera stvar se dogaja, na katero sem opozarjal in tudi za naprej se podobne zgodbe zgodijo. Mi, če ne bomo v naslednjem letu veliko več pozornosti posvetili stroki, razvoju igralcev, razvoju kadra, se nam ne piše ravno najboljše. Prav razvoju mladih igralcev in stroki se zelo posvečajo v Celju, kjer Dušan Kosić močno računa na mlade igralce. Je to prava pot, ki bi morali slediti tudi preostali slovenski klubi? Pot, ki smo si jo zbrali, ni enostavna, vsebuje veliko nihanj, vendar pa fantje, lahko rečem, če imajo neko podporo, neko stabilnost, da se tudi lažje razvijajo in seveda čas pokaže, kakšen je ta razvoj, koliko je kvaliteten in
kljub samo verjamem, da je v našem nogometu kar nekaj pozitivnih stvari, na katerih je treba bazirati. Želja je dober, kvaliteten nogomet, uspeh na mednarodnem nivoju, ker je veliko klubov, pravzaprav večina klubov odvisna od uspeha na mednarodnem nivoju. Želim si uspeha naših klubov, kdorkoli že bo nas zastopal v Evropi, in pa seveda reprezentanco, ki je tudi v tem letu dala neko energijo v nekem momentu in je bila to tista Slovenija, ki smo jo vsi hodili gledati, in to si želim. V prihodnost se je zazrl tudi športni direktor Maribora Zlatko Zahovič, ki bi rad tudi v naslednjem letu nadaljeval zbiranjem lovorik. V novem letu si želimo tako kot zmeraj. Maribor ima visoko postavljeno lestvico, seveda to je novih zmag, novih lovorik, izboljša tisto, kar je bilo napačnega, in to je šport. Globalno gledano se nogomet še naprej silovito razvija. Veliko zaslug za to ima tudi predsednik UEFA in nekdanji predsednik Nogometne zveze Slovenije Aleksander Čeferin, ki se je prav tako udeležil zaključka. Napredka nogometa se zelo dobro zavedajo vsi, ki so vpeti v najbolj postransko stvar na svetu. Tudi pri nas si želimo podobnega razvoja, a imamo v lovu na nogometno bolj razvite države kar nekaj ovir. Ja, res je, ampak se moramo zavedati, da smo v Sloveniji, da smo limitirani z nekaterimi zadevami, seveda, predvsem finančnimi. Borimo se z, lahko rečemo, močnejšimi igralci na močnejšimi državami, za mogoče majhno, v bistvu nismo toliko množični. No. Ta prva liga je sicer napreduje, ampak mogoče bi si vsi želeli, da še hitreje, da bi bili bolj konkurenčni, saj ti prvih 2-3 moštva, da bi bili bolj konkurenčni v Evropi. Sicer smo tudi bili v zadnjih 6-7 letih, ampak ob Mariboru pa Olimpiji bi si želel še nekoga, da naredi ta preskok. Predvsem Maribor je bil tukaj vrhunski. Ne? Tako da še enkrat lahko ponovim misel, ko sem jo prej povedal, da verjamem, da bo v naslednjem letu veliko bolje. Težko bi rekel, kaj v mednarodnem dejstvu je, da vsaj po teh vlaganjih mi kar odstopamo v negativnem smislu, ampak vera v naš nogomet ostaja. Kaj se tiče pa mednarodnega nogometa, so pa razlike vedno večje. In tu seveda je treba se sprijazniti in verjeti, in to je to. Vsekakor nas čaka izredno zanimivo nogometno leto 2020, za kar bomo skrbeli tudi na Sportklubu. Vsem našim športnikom želimo, da nas čaka leto polnih uspehov, to pa ekipa Sportkluba želi tudi vsem vam, drage gledalke in gledalci.